Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o nacionalizmu in lokalpatriotizmu. Nekateri, recimo Slovenci, gledajo na probleme, ki jih imamo v naši državi, zelo lokalno in se sprašujejo o tem, kako bi izboljšali razmere v Sloveniji, v naši državi, na območju naše Slovenije. Ne brigajo se pa za to, kakšno je stanje v drugih državah in kako vpliva globalno stanje tudi posledično na stanje v Sloveniji. Ko nekateri posamezniki doživljajo določene probleme v življenju, osebne stiske, se potem seveda obračajo na našo vlado, na zakonodajo in poskušajo narediti neko spremembo. Vendar pa so zadeve v Sloveniji, v naši državi, tudi posledice širših globalnih problemov. Zato naše probleme ni mogoče učinkovito rešiti, če se gleda samo lokalno situacijo, ampak je potrebno razumeti vse medsebojne dejavnike. Na primer, vse države na svetu so pod vplivom enega globalnega denarnega sistema. Denarni sistem deluje povsod na enak način, z enakimi vrednotami in tudi razkriva se preko določenih dokumentarcev, kot je recimo Zeitgeist in podobno, da za celotnim denarnim sistemom nadzoruje nekaj elitnih družin. Tega se ne ve, to je vse v ozadju. V Londonu je recimo globalna denarna prestolnica, od tam se upravljajo vsi denarni posli na tem svetu, ampak to je seveda javnosti neznano. In tudi so razni pritiski od drugih držav. Slovenija, ko je postala sedaj država članica Evropske unije, je tudi pod vplivom evropske zakonodaje, ki jo je dolžna spoštovati in upoštevati. Skratka, ogromno je teh medsebojnih dejavnikov, ki vplivajo na stanje v naši državi. Vsekakor je Zemlja celoten, prepleten ekosistem. Vse celine so med sabo povezane, reke se pretakajo iz ene države v drugo državo, zrak se cirkulira preko celotnega sveta, recimo v našem svetu tudi preko raznih globalnih vetrov prihaja onesnažen zrak iz Kitajske. Torej, nemogoče je reševati probleme, če jih obravnavamo samo ozkogledno, na državni, na nacionalni ravni, ampak je potrebno razumeti, da bomo lahko kakršnekoli probleme rešili samo, če bomo problematiko obravnavali celostno, torej globalno. Seveda lahko čim bolj poskušamo delati na lokalnem področju, kakor se le da, da se to spreminja, vendar najprej, če se hoče karkoli spremeniti, morajo ljudje, ki bodo sodelovali pri teh odločitvah, postati zdravorazumski, čustveno stabilni in da se usklajujejo z principom tistega, kar je najboljše za vse. Da upoštevajo vse ljudi
enakovredno, še bolj pa, da upoštevajo tudi interese živali in rastlin. Predlagam, da si pogledate izsledke raziskav in tudi praktično delujoče rešitve naše globalne skupine Destiny, ki zelo natančno raziskuje zgodovino vzrokov za to, da so razmere na svetu take, kot so sedaj. Pripravljamo seveda tudi rešitve, tako za notranjo preobrazbo miselnih in vedenjskih vzorcev, ki so ključni. Brez tega ne bo moglo se ustvariti nobene spremembe, kajti zunanji sistem je odraz naših lastnih miselnih vzorcev, naših prepričanj, naših strahov, našega egoizma. Potem pa tudi seveda pripravljamo politične programe, kot so prvi korak uvedba zagotovljenega življenjskega dohodka, ki je izboljšana različica univerzalnega temeljnega dohodka, ter potem tudi predlog uvedbe enakovrednega denarnega sistema, ki ima v načrtu zagotoviti dostojne življenjske razmere za popolnoma vsa živa bitja na tem planetu. Vabim vas, da si ogledate povezave v opisu tega videoposnetka in da se pridružite, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj, da boste postali čustveno stabilni, da boste povečali svoje zavedanje, da boste sposobni podpreti in sodelovati pri potrebnih političnih spremembah. Potem pa seveda tudi, da se aktivno vključite v politiko in da z skupnimi močmi čim prej naredimo potrebne zakonodajne spremembe. Hvala za posluh in nasvidenje.